A je to, kar sem zdaj naštel, te 4-5 stvari, a so to neki izgovori, ali to dejansko vpliva na rezultat. In zdaj zanimivost te aktivnosti bo pa ta. Čez en teden, isti teren, ista dolžina, vse isto, se zgodba ponovi. Divjak 365, naslednja aktivnost. 10 km teka. Nič posebnega, ne? Ja pa je bilo. Kaj se je dogajalo? Tempo je bil katastrofalen, dihal sem težko, počutil sem se, kot da nimam nobene kondicije, kot da imam 150 kg, pa ko sem laufal, so me tako kar čreve bolele, veš, kar tako, kot da bi gor vse skakali. Groza. Porazen rezultat, za 10 km sem rabil 1 uro pa 3 minute. Moj najboljši cajt mislim, da je bil 53 minut. Bom pogledal zgodovin, pa bom pokazal gor na ekranček. Res je, da sem imel takrat ene 5 kg manj. Ampak, kaj je point tega, zakaj si to govorim, zakaj bo zdaj to naslednja aktivnost? Ali ima veze to, da si spal po noč sam 4-5 ur? To, da sem uro pa pol nazaj jedel sicer sam pol pice, ampak pol pice je načeloma kar težka hrana. Pa mislim, da je tudi čebula ena taka rastlinca, ki meni preveč ne paše. Tako da mislim, da je tudi to problem bil. Včeraj in predvčerajšnjem in še en dan nazaj sem bil skozi aktiven, nisem pa nič kaj dosti delal raztezne vaje. Se pravi, nisem delal nič stretchinga, da bi mišice sprostil sploh na nogah. Tik preden sem šel laufat, je bila ena plohca, se vidijo luže pa vse, tudi ko laufaš. In ful ene vlage v zrak. Zdaj junije, ko je v bistvu na soncu ful vroče že in takoj, ko se oblaki razpucajo, vroče. In takrat, ko fajn zalije, fajn se skladi, ampak ko sonce posije, se pa vlaga gor dvigne. Pa se že vidi v bistvu, lepo se vidi meglica, viš, to je ta vlaga, o čemu ti govorim. No in zdaj črto, čez vse potegnem. Se pravi, naštel sem koliko stvari. Premalo spanja, preveč aktivnosti recimo za noge, pa niso bile hude aktivnosti, sporedno s tem premalo razteznih, hrana, vlaga v luftu. Vprašanje je, a je to, kar sem zdaj naštel, te 4-5 stvari, a so to neki izgovori, ali to dejansko vpliva na rezultat. In zdaj zanimivost te aktivnosti bo pa ta. Čez en teden, isti teren, ista dolžina, vse isto, se zgodba ponovi. S tem, da bom te 4 stvari popravil. Se pravi, popravil v smislu, da bom imel vsaj 8 ur spanja takrat. En dan prej ne bom nič delal, ali pa ne bom delal z nogam aktivnosti. Ja. Tisti dan, pa en dan še predtem bom naredil raztezne za noge. Pa ne bom jedel več kot 2 ure pred tekom, pa jedel bom neko tako bolj energijsko, rahlo, energijsko lahko hrano. Pa vreme, vreme bomo gledali seveda, ne bom šel po dežju, tako je laufat sigurno, pa tudi ne po največjem soncu. In to je to. Bomo videli, zanimivost, bomo videli, kaj se je zgodilo čez en teden. Se vidimo čez en teden. Upam, da bo boljš, drugače bom razočaran. Res bom razočaran. Evo, en teden kasneje, vsi 4 pogoji izpolnjeni, naspal sem se, lahko bi se bolj, ampak sem se kar dobro recimo. Najedel sem se, jedel sem 1 uro nazaj, grški jogurt, pa malo arašidovega masla, pa malo musliju, zdaj že 1 ura mimo, tako da mislim, da se je to vse skupaj dobro prebavilo. Ogrel sem se, malo statično, malo dinamično, tako da ogrevanje isto kozanč, nič posebnega. Vlage v bistvu ni več, ne bom predolgo govoril, ura je 9, sicer v avtu mi je kazalo, da je odzunaj 21 stopinj, pa jaz bi rekel, da je kar več, jaz bi rekel, da je več. Grem zdaj tja, pa tam na štartni točki, kar začnem, pa bom še pol na konc kaj povedal. Ok, to je to, let's go. Bo šlo.
poskus je mečken je gor skozi, ni čiste ravnine. Bo pa pol dol malo bolj lušen. Evo, vrnil sem se na štartno ravnino 9,99 in 10 km, 5 minut 10 sekund, skupni čas pa 4:54. Evo en zaključek, 10 prelaufana, cajt je bil boljši. Vsak kilometer, če je zanč bilo 6, pa 6,5 oziroma čez 6 je bilo danes povprečje po mojem okoli 5 minut pa pol na kilometer. Prvi kilometer sem se malo preveč mogoče zagnal, ampak ok, pol sem pa kar držal nekje tisto sredino, 5,5 na kilometer. 5. kilometer je bil najslabši cajt, ampak se mi zdi, da je bilo kar tam neki vzpona, da zato, pa ne vem, no to je tista neka zlata sredina, ko ne veš, a bi še stisko ali ne, veš, da ti še kar nekaj čaka. No, pa se je nekako sprovedel. Moram reči, da sem zelo presenečen nad 10 kilometrom, presenetljivo dober cajt. Na koncu sem imel tudi še kar nekaj energije viška, tako da če bilo treba tudi še kak kilometr zategniti bi lahko. Mogoče sem se malo preveč šparil, sam mislim, to je zdaj tako, ne. Lahko pa je na 2-3 kilometre malo bolj stisneš, pa je to pa začel peglati, ne, tako da to izmeram, ne, pa kje je tista meja. Kako sem rekel, imel sem tudi že dosti boljši cajt v preteklosti. Ne vem, kam je lani bilo. Lani je bilo neko leto rekordov, mojih osebnih rekordov, no, in to je kar padalo. Zdaj nekdo bo rekel, haha, tu pa ni nič posebnega, ne. Lani sem imel 95 kg, zdaj imam pa okoli 100, mislim, da. Tako da tistih 5 kg sploh na dolgo razdaljo se tudi kar pozna. Ja, tako da zdaj v bistvu vse tisto, kar sem na začetku rekel, pauza, počitek, prehrana, vlaga v zraku, a so to res izgovori? Ne, smo videli, da ne. Glede za to sem si vzel samo en teden cajta, ker v enem tednu ti ne moreš s formo toliko napredovati, da pač da bi rekel, zdaj sem pa zaradi treningov napredoval, ne. Zdaj zanimivo bi bilo videti, recimo, še ta teden, imel sem ful enih skrbljenih stvari za zrihtati, tako kar nafilan urni koledar. Po večini sem jih zrihtal, no ne še vse. Sicer tukaj zdaj vmes med tekom nisem o tem razmišljal, ampak zanimivo bi bilo videti, kaj pa zdaj psiha naredi. Na 2-3 malo pomeditiram, se pravi, vizualiziram tek, vizualiziram vseh 10 km, vizualiziram, kako bom še zboljšal cajt, koliko mogoče tudi, če me bo nekaj malo bolel, malo stiskal, ampak bom šel čez tisto mejo bolečine, koliko bom dihal, koliko bo glava gor, odprte dihalne poti, roke, koliko bojo zraven pomagale, da se bo telo vleklo pa premiklo naprej, koraki mehki, sproščene noge, veš, vse te stvari, da res pomeditiram, se sprostim, se odklopim, vizualiziram vse to, po mojem bi znal biti pa še boljši cajt, pol je pa pač to, ne. In to je to. Za danes, za to aktivnost, se vidimo naslednjič.